hočemo ali ne, treba si je priznati, da si prav spomladi ponavadi zavihamo rokave in se lotimo generalnega čiščenja našega doma. Tudi moja današnja gostja, Ilarija Šavron-Kocijančič, je ljubiteljica čiščenja, kaj ne, Ilarija, živjo? Krasna ljubiteljica. Doktor Bekman je tokrat poskrbel, pa recimo temu, za nekaj revolucionarnega. Vsaj pri nas podobnega izdelka prej še nismo imeli, govorimo namreč o Doktor Bekman detergentu za perilo v lističih. Da vidimo, kako to... Poglejte, kako se je raztopil. Aha, tukaj se že vidi, kako se topi. No, pa je voda mrzla, ne? Ja, pa je voda čisto mrzla, ne? Mogoče veliko ljudi misli, ne, da nasplošno krpice za lovljenje barv lovijo samo barve, ampak Doktor Bekmanove lovijo tudi umazanijo. Tako, kajti ne moremo pričakovati čistega perila, če ni čist naš pralni stroj. Torej, praviš, da glede na to prilagajamo količino teh lističev, tudi kako zelo poln stroj imamo, a ne? Tako, če je poln stroj, ponavadi jaz dam kar 3. 3 recimo. Ja. Za neko normalno pa recimo 2 količino. Lahko pa tudi enega, no. Je pa tako, da vedno, ko jih bomo dali iz stroja, bo umazan. Velikokrat se pa potem zgodi, a ne, da kakšen pa mogoče ravno naš najljubši kos dobi tisti neprijeten von, ampak to je naš najljubši kos, seveda ga ne bi radi zavrgli, pa tudi sicer, a ne? Dejansko moj najljubši artikel, sploh odkar sem ga sprobala, mislim, da ma en stroj ne gre mimo brez tega. Je pa res fenomenalno v kombinaciji z lističi za pranje perila, ker meni je najbolj pomembno, da na koncu diši perilo po čistem. Tukaj pa govoriva o nanašanju špricov oziroma s pršilom, kar pomeni, da lahko zelo konkretno zadanemo predel, ki ga recimo želimo osvežiti. Govorimo namreč o Doktor Bekman, sredstvu za odstranjevanje madežev, deodorantov in potu. Doktor Bekman, čistilna pena za pečico, mimogrede je v gelu, naredi se en tak aktiven gel, kar je super pri sami uporabi, zato ker tudi dlje časa zdrži na stenah pečice. Tako, če pa ne, če vidimo, da odteka to dol, imam ful dober trik, da damo gor folijo, da to dejansko drži na stenah pečice, ker vemo, da rado to odteka in podobno. In obvezno strgalo, ki ga tudi ima Doktor Bekman, da postrgamo vse te zapečene madeže. Tudi tukaj gre, bomo rekli, za nekaj, recimo temu revolucionarnega. Jaz pred današnjo oddajo nisem vedela, da dejansko obstajajo pene za stranišče. Dosti ljudi je bilo presenečenih, da dejansko imamo to na trgu. Dodajam jo enkrat na teden, zdaj ni nujno, to je jaz, ker pač jaz sem tašna, da rada pretiravam, to smo že povedali, po moje že 10-krat danes. In ja, enkrat na mesec je pa obvezno, da vzdržujemo školjko, da ne pustimo, da se nabira vodni kamen, redno jo ščetkati, imeti kakšne obešanke in podobno. No, ravno ta obešanka, povej mi, a to moramo odstraniti, ko recimo se poslužujemo te pene? Ne, v bistvu ne, ker ji ne škoduje, no. Tako. A ti potem še kaj z to metlico podrgneš, ko je enkrat pena recimo v stranišču, ali samo pustiš delovati? Pustim delovati in potem na koncu jo dejansko počistim celotno školjko, da dosežem res vse robove. Je pa ful dober trik, pa je, da se da vročo vodo in se to strese not in je malo bolj intenzivna pena.